Tako da jaz rečem tako, sem prišel v Slovenijo, zdaj sem tu 6 mesecev in je strašno lepo. Jaz bom tu ostal še kakšna 2 meseca, vsaj do novega leta, ter potem bo se enkrat hudo lepo. Hvala lepa in pa lepi dan. Sem pozabil povedati, kaj je se ena zadeva taka, kar mi je mojca rekla, je rekla Alberto, beži na oder, povej 5 minut, kaj imaš za povedati, pridi nazaj delati. In Italija je pol ure pauze, Slovenija 5 minut in lavoro dalje. Hvala lepa. Hvala lepa Albertu, ki je svoje občutke delil z nami. Meni pa je veselje, da je med nami predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, z nami je gospod Tomaž Vozelj, ki ga vabim na oder. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani kolegi in kolegice, dobrodošli kolegi iz Hrvaške in Črne Gore. 20. oktober, dan svetovnih kuharjev, letos prvič tudi slovenskih. Mednarodna organizacija kuharskih zvez, katere član je tudi Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije, na ta dan še posebej odločno promovira naš poklic, predvsem pa poudarja pomembnost prenašanja znanja na mlajše generacije. Kuharski poklic je že davno prerasel znanje in spretnost v pripravljanju okusnih jedi iz različnih sestavin. Gastronomija je danes cela industrija, pravi ekonomski agregat, ki se s svojimi trendi sooblikuje blagovne znamke, denarne tokove, po drugi strani je kuharska umetnost, ustvarjalnost, način izražanja, harmonije, ki poveže vse čute in v nepopisno doživetje nekega razvajanja. Hkrati pa je kuharsko tudi filozofija, miselna naravnanost, svetovni nadzor in predvsem odnos do hrane kot take. Seveda pa se zavedamo, da je osnovni cilj in namen poklica priprava okusne, zdrave in varne hrane. Posredno smo se svojim delom vedno zraven, ko se ljudem kaj zanimivega dogaja. Lahko je to preprosto zajtrk na počitnicah ali seminarju, poslovno kosilo, družinski obed ali slavje, banketi, zabave, romantične večerje v dvoje, skratka, karkoli. Od tega, kako dobro mi opravimo svoje delo in kako dobro ga opravijo tudi naši kolegi v verigi, natakarice, natakari, je odvisno razpoloženje ljudi. Uspešnost dogodka ali trenutka, od tega je mnogokrat odvisen tudi način, kako bo na ta dan shranjen v spominu ljudi. Velikokrat si ljudje še leta zatem pripoveduje, kako dobro smo pa takrat tam in tam jedli, zaslužni so pa kuharji. Kljub temu, da je na načelni ravni prišlo do velikih premikov v odnosu do kuharskega poklica, pa vemo, realne težave ostajajo enake. Kuharski poklic ostaja podcenjen in zato nezanimiv. Mladi se ne odločajo zanj, med močnimi vonjavami in delom garaškim, ves dan na nogah, na koncu meseca pa plača zadostuje le za najnujnejša. Zakaj? Zato strokovnega kadra primanjkuje. Ponudniki hrane velikokrat zaposlujejo priučen kader, tem delavcem pa kljub volji in veselju manjka strokovnosti, kar je tudi opaziti pri končnem izdelku, ko tako začarni krog poganja sam sebe naprej in naprej. Društvo slovenskih kuharjev je bilo ustanovljeno pred 4 leti na zametkih sekcije kuharjev, z namenom, da poveže stanovske kolege, skrbi za prenos znanja, tako na nivoju mednarodne organizacije, kuharskih zvez, kot na nivoju medosebnega sodelovanja, pa tudi zato, da promovira kuharski poklic in mu zagotovi ugled, ki mu gre. Ni vseeno, kako pripraviš neko jed, kakšnega okusa je in kako izgleda, kako diši in koliko doprinese k zdravju in dobremu počutju zaradi svojih sestavin, kot tudi zaradi ustreznega načina priprave. Kuhanje je odgovorno delo. Kuharski poklic pa je izjemno zanimiv tudi zato, ker predstavlja mojstrstvo nečesa, kar v osnovi praktično zna vsak. Vendar, ko zna vsak človek teče že od svojega drugega leta dalje, to še ne pomeni, da teče tako kot matico sovnika. Prav tako zna skoraj vsakdo kuhati, pa to še ne pomeni, da zna kuhati tako kot kuhar strokovnjak. Kolegi kuharji in ostali delavci v gostinstvu in turizmu dajemo svojim poklicom ugled in veljavo, ki jo zaslužijo, za nepristanje prizadevanje za dvig kakovosti svojega dela, z inovativnostjo in navdušenjem bomo dosegli, da nas bodo znali prepoznati in nagraditi. Za dobro se moramo boriti za dobri. Nobenega dela ne moreš upravljati dobro, če ga upravljaš s vrstjo. Hvala. Hvala lepa, gospodu Vozelju, za pozdrav na današnji
slovesnosti, pa prosim kontinentalnega direktorja Vaksa za Južno Evropo, gospoda Srečka Popoviča. Spoštovani gostje, sponzori, spoštovane kolegice in kolegi. Le malo je trenutkov v življenju in nasploh v današnjem času o vsakodnevnem tempu, da se ustavimo in pogledamo svoj ustvarjalni lonec življenja. Mislim, da je danes zame ta trenutek, ko lahko delim z vami današnji dan, da pogledam v lonec, kaj sem, oziroma sem z vašo pomočjo kuhal. Biti delček ustvarjanja neke zgodovine in graditve stroke je zame osebno zadovoljstvo in hkrati čas, da so mi bili moji predhodniki in vi zaupali to nalogo. Verjemite mi, da bi lahko naštel celo vrsto imen, vzornikov, mentorjev, pa da ne bom koga izpustil, bom izrekel iskreno besedo hvala. Hvala vsem, ki ste mi omogočili, da sem bil in da sem lahko vaš soustvarjalec. Skupaj smo dosegli, lahko rečem, veliko. Velikokrat slišimo od prehodnikov, takrat je bilo tako in tako. Če pogledamo nazaj, res je bilo. Hkrati pa vidim tudi veliko odrekanj in vloženega prostega časa kolegov, da smo danes tukaj, zbrani in da lahko skupaj obeležimo svetovni dan kuharjev. Pot gre naprej in pred nami so novi izzivi, ki so glede na prehojeno pot in dosežene rezultate še zahtevnejši, okolica pod nas pričakuje še vedno več in več. A žal ekonomska situacija se pozna tudi pri nas. Težje pridobivanje sponzorjev, podpore podjetij zaposlenim kuharjem za ustvarjanje presežne vrednosti v svojem kreativnem ustvarjanju je vedno manjša. Na drugi strani pa delovne obveznosti in pripravljenosti mladih, da v delu naredijo še tisto nekaj več zase in za stroko. Pa vendar ob mislih na vse se spomnimo vedno samo prijetnih trenutkov in še vedno upam, da bom v prihodnosti priča nastopov mladih kuharjev na nacionalni ravni v mednarodnem merilu. Verjamem, da v delu mladih in vem, da imajo za to znanje, morda jim manjka osebnih ambicij, mogoče malce poguma, pa vendar, če jih bomo pritegnili s svojim zgledom, mislim, da smo na pravi poti. Na koncu bi se še enkrat zahvalil vsem, ki so ustvarjate slovensko kulinariko s svojim entuziazmom, prispevate k promociji in ogledu poklica kuharja. Vsem kuharjem želim prijeten dan in naj 20. oktober postane tradicija našega druženja. Hvala. So trenutki, kadar se ustavimo in ugotovimo, koliko in kaj smo naredili, in obenem ugotovimo tudi, kaj in koliko bi lahko naredili še boljše. Čeprav nas poti po navadi vedno vodijo naprej, je lepo in spoštovano do preteklosti, da komu izrečemo lepo besedo in zahvalo. V veselje nam je, da lahko ob svetovnem dnevu kuharjev izrečemo hvala častnim članom Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije in jim izročimo častno diplomo članstva. Za podelitev priznanj prosim gospoda Srečka Popoviča in gospoda Tomaža Vozga. Priznanje ob svetovnem dnevu kuharjev prvemu izrekamo gospodu Janezu Lenčku. Upamo, da je gospod Lenček z nami, če pa ga ni in ker ga očitno ni, bo svojo zahvalo prijel v drugi priložnosti. Na oder vabim gospoda Janka Predana Džonja, ki ga tudi ni z nami, vsi kuharji so danes očitno zelo zaposleni. Naslednji nagrajenec je gospod Anton Strajnar,